od majhnega videl, ali pa si to želel, pa načeloma vse tudi doma, ne vem, nikoli mi ni noben rekel, nikoli ni noben drug mu rekel, da drug ne bo, ampak vse je že med brati tudi tako približno videl, da bom jaz bil nekoč prevzemnik. Se je veliko lažje odločitev, zato ker je že od malega kazal zanimanje, pa tudi otroci so se med seboj pomenili, kdo bi tu bil, in da z te strani sploh ni bil kakšnega problema, in sem zadovoljen, da je bil pripravljen prevzeti in sploh mi ni žal, da sem se tako odločil. Ja. A ima kdaj kakšno tako idejo, ki jo morate vseeno prespati? Ja, se naredi. Čeprav pa ga ima prespiš, pa vidiš, da ima pa, kadaj tudi prav, izmeraj tudi nema. Na kmetijah je predvsem težava to medgeneracijsko sožitje. Vemo, da ima vsaka generacija nek svoj prav. Mi se o tem veliko pogovarjamo, veliko zaveščamo, ampak marsikdaj nam naši mladi podeželani rečejo, zakaj to nam govorite, mi to vemo, povejte našim staršem. In ena dobra primer je na Finskem. Na Finskem imajo prav izobraževanje za bodoče prevzemnike in trenutne prevzemnike, se pravi oče in sin ali v bistvu družina, kjer ozaveščajo o tem, kaj se lahko prinese ta dobrobit, da mladi postane prevzemnik. To, da otroci poskrbijo za svoje starše, ker največkrat je to težava, to zaupanje, bodo otroci skrbeli zame, ko bom starejši, ali pa joj, naš je pa tukaj zaletal, preveč ima idej. Čim več se treba pogovarjati, predvsem pa to, da starši zaupajo otrokom, tako je že gospod Jože rekel, mi imamo res dosti idej, dosti izzivov, gremo čez to, ne bojimo se, ampak to je en tak plus, če se ne bi bali, po moje ne bi nikamor prišli, bi ostali na eni točki in se kmetije ne bi razvijale in bi še bolj propadalo. Tako da predvsem se treba o tem pogovarjati, pozaveščati, pa predvsem tudi tem starejšim generacijam povedati, mladi smo na točki, ki moramo prevzeti, pa mi iti naprej, brez mladih ne bo obstajalo, mi smo prihodnost za naprej. To je predvsem. Lahko bi rekla tudi te birokratske zadeve, pa tako je že gospod omenil, da ne vejo mladi, v kaj se spuščajo. In ta finski sistem to omogoča, da predstavi, kaj se dogaja na razpisih, kje so neke težave, katere dokumente oziroma katere papirje treba vse zrihtati za razpis, kako se plačujejo prispevki, kakšni so prispevki, kje so ugodnosti. Vse te stvari ta sistem omogoča in mislim, da bi mogli v Sloveniji res to izpostaviti, da bi res spodbujali oziroma res ozaveščali to, kaj prinese to, če nekdo prevzame kmetijo. Da ni to samo na papirju, ampak da je res neka družinska sinergija, ta sožitje. Rada izpostavljam to, če nimaš niti možnosti, da ti zboliš, ker si ne moreš privoščiti, ker nimaš nadomeščanja, potem vsak normalen mlad človek se tega ne bo šel in se ne bo v to spustil. Bi pa mi to radi počeli in to je tisto, kar ne smemo pozabiti. Mi smo tukaj in tudi mi dva danes in verjetno Jakob, ker te stvari radi počnemo in bi jih radi počeli dolgo in dolgo na dober način. Brez da pa pri tem izgubimo sebe. In to ne bo šlo, če ne bomo tukaj dobili tudi podpore od zunaj. Jaz mislim, da je prav, da vsi, ki smo kmetje, s ponosom povemo, da smo kmetje. To je prvi korak, ki ga moramo narediti. Kot sem dejal, nekaj bomo mogli začeti javljati in s ponosom povedati, kaj počnemo. Toliko, kot se sami cenimo, toliko nas ceni družba. Jaz bom čez 10 let sigurno še kmet in bomo imeli še krave. Upam, da bomo uspeli vsi skupaj razbiti te mite o kmetijstvu, glede onesnaževanja in skrb za živali in tako naprej. Pa želim si, da bi čutil tudi podporo širše skupnosti.